Jaz bom danes mogoče kar malo zelo provokativen, marsikomu verjetno ne bo všeč, kar bom vse povedal. Bom pa to iz enega osnovnega namena, ker je tudi druga stran pa še veliko bolj provokativna, da ne rečem, da uporabljajo argumente, ki jih ni. Govorim predvsem o strani, ki zagovarja ideologijo trajnostne mobilnosti. Zdaj, v letošnjem letu smo vsi občutili na naši prometni infrastrukturi zastoje, na avtocestah, na regionalnih cestah, zamude v železniškem prometu, neurejeni vozni redi, nezadovoljni uporabniki cest in železnic, predvsem nezadovoljni prebivalci ob lokalnih cestah, kamor se preusmerja promet iz zastojev na avtocestah. In ne nazadnje je tudi vedno slabša naša mednarodna ocena naše prometne infrastrukture. To so dejstva, ki jih ne more noben zanikati. Zdaj, tale slika je tudi zelo provokativna, kam nas je pripeljala ideologija trajnostne mobilnosti. Namreč, če se spomnite, v zadnjih 10 letih je bila fama, nič več ne bomo vlagali v beton pa asfalt, ampak samo še mehke smeri razvoja, predvsem pa bomo v prometu kolesarili, se vozili z javnim transportom pa peš hodili. No in tukaj je primer, kam je to pripeljalo. Totalno zatrpano zahodno obvoznico Ljubljane in lepo cesto, lepa kolesarska steza, peš pločnik zelo širok in prazna. Ali je to res pametna? Pa moram reči, da sem jaz tudi kolesar, zelo rad se vozim po teh kolesarskih stezah, ne. Vendar tu nekaj ne štima in mislim, da je kar stotine milijonov denarja davkoplačevalskega, to se pravi vseh, ne samo kolesarjev, je šlo v takole izgradnjo. Zdaj, v zadnjih 15 letih nekaj je bilo že rečeno o tej strategiji, predvsem avtocestni program se je zaključil, potem je bila ta fama, o kateri sem govoril, ne, da ne bomo več vlagali. Zelo prav je, da se je začel bolj intenzivno ukrepati v zanemarjene železnice, ki so bile dejansko zanemarjene. No in bili so v ospredju ukrepi trajnostne mobilnosti, ki je pač temeljila na neki ideologiji in ki je ta ideologija je prepovedala širitev avtocest. Jaz sem uporabil zelo težko besedo, to niso nikoli rekli, da prepovedujejo, ampak niso pustili, se to je pa isto, ne, ker tukaj moramo biti kar pravični, dostikrat se sliši, ja, to so pa civilne iniciative, ki so tiste, ki preprečujejo, ne. To je res in te civilne iniciative so pač legitimne, oni imajo svoje mnenje in ga povejo. Hujše je, da je pa nas na ministrskem nivoju se ta ideologija prijela in imamo ministrstvo za okolje in ne vem kaj še vse, se ga ne znam več ponoviti, ker je toliko nekih sprememb, kjer so oni pravzaprav desetletje zadrževali izdajo soglasja, okoljevarstvenega soglasja za širitev najbolj kritičnih odsekov avtocestne vpadnicah v Ljubljano, ne. Tu se, danes je bil že omenjena ta ideologija, da če bomo razširili avtoceste, bo še več prometa gor. To je za tako imenovanega strokovno rečeno induciranega prometa, to se pravi, da gre, ne, ta promet. Jaz sem vedno rekel, saj ljudje se navozijo po avtocesta, zato ker je luštno pa fajn, ampak zaradi nekih svojih potreb, od poslovnih do športnih, verskih in tako naprej, ne. In se ne bojo nič več vozili, zato ker bo bolj fajn po 6-pasovnici, ampak zato, ker bo se pač promet preusmeril iz neprimernih lokalnih cest na avtoceste, ne. No, Ficko je že omenil, da je prometna stroka že pred 15 leti opozarjala na to, ne. In še nekaj se moramo zavedati, da saj po mojih podatkih promet raste približno enako kot gospodarska rast. To se pravi, tako kot gospodarska rast, raste tudi promet in jasno, da tega je zmeraj več.
Zdaj, posledice te ideologije so, profesor Damjan je že nekaj govoril o tej škodi, ki nastaja zaradi neaktivnosti. Samo zaradi zastojev so bili neki izračuni, da je v Sloveniji približno 500 milijonov škode na leto. Zdaj, če računamo, da 10 let, ko mogli ukrepati, nismo ukrepali, neke ocene so, da saj še 20 let železnice ne bodo mogle prevzetega prometa iz cest, to se pravi 30 let, v 30 letih je to 15 milijard, to je neka ocena tudi jedrske centrale, da je ta nivo. To bomo pač stran vrgli. Poslabšana je prometna varnost, tukaj bi samo 2 besede, pa nas smo na nivoju države zelo kritični do šoferjev. Šoferji so pijanci, ne znajo voziti, ne nosijo čelade in tako naprej in so krivi za prometne nesreče. Jaz sem mnenja, da tudi ta neurejenost na avtocestah ima kar velik zaslug, tako na regionalnih cestah, pa lokalnih, kot na avtocestah. Povedal bom samo en primer, ko sem bil pred 50 leti na svoji specializaciji v Združenih državah, smo imeli tudi predavanje o prometni varnosti, so rekli, mi delamo ukrepe za pijance, drogirance in stare ljudi. Upoštevamo, da so taki ljudje na cesti in za take ljudi delamo tudi ukrepe prometne varnosti. Pa nas govorimo pa samo o ljudeh. Sem zelo provokativen pa kritičen, vendar tako je. In še nekaj, Slovenija je imela pred 15 leti primerjalno prednost z našim avtocestnim sistemom. Danes vse mednarodne inštitucije ugotavljajo, da je to naša slabost. Zdaj, odgovornost, stalno se o tem pogovarjamo, kdo pa kaj, moram reči, da zelo redko se v Sloveniji sliši, da bi koga na odgovornost poklicali, recimo za 15 milijardno škodo, o kateri sem prej govoril. Moje mnenje je, da so odgovorni pravzaprav na nivoje vlade praktično vsi ministri, ki so vodili prometni resor, pa ne direktno, če ne drugega ne so objektivno odgovorni, razni državni sekretarji, razni večni uradniki na prometnem ministrstvu, ki so tudi ideologi trajnostne mobilnosti in pa seveda tudi vse te civilne iniciative in tako naprej, ki stalno, zanimivo je to, da če poslušate medije pa našo družbo, veliko več se sliši, pa ljudje prikimavajo, kako je prav, da se preveč vozimo z avtomobili, da je prav, da upoštevamo trajnost, da se moramo več in tako naprej, ker so pač te civilne iniciative veliko bolj prisotne in v medijih dojemljive kot pa recimo prometna stroka. Zelo škodljiva je tudi stalne spremembe v organizaciji ministrstev. Mi imamo enkrat ministrstvo, ki je zadolženo za kompletno infrastrukturo, mimogrede kompletna infrastruktura je tudi športna, zdravstvena in tako naprej, mi imamo pa ministrstvo samo za prometno infrastrukturo, pa se imenuje za infrastrukturo. No in zdaj smo to razdelili v bistvu v 3 ministrstva, to se pravi ministrstvo za infrastrukturo, ki je samo operativno odgovorno, potem imamo ministrstvo za naravne vire in prostor, ki usklajuje v prostoru in imamo ministrstvo za okolje, ki pa dela prometne strategije, ne prometno ministrstvo, ministrstvo za okolje. In jasno, jaz sem delal v državni upravi in vem, kako je to uskladiti 2-3 ministrstva na tako pomembnih temah. Misija nemogoče. 2 besedi o nivoju uslug, jaz sem danes že reagiral v enem referatu. In politike, in javnosti, in civilni iniciativi so polna usta, kako skrbijo za človeka. In stalno govorimo tudi, kako avtoceste so škodljive in je treba skrbeti za ljudi ob avtocestah. Nikoli si pa nihče ne vpraša, a je treba tudi skrbeti končno za šoferje, da stojijo tam v nemogočih pogojih na to. In to zelo lepo definira nivo uslug, to je v našem pravilniku, pa to je tudi mednarodna kategorija, ki pač kategorizira, kakšno je stanje
prometa na neki avtocesti. To je od A do F, A je praktično prosti prometni tok, F je vse stoji. No in mi imamo dostikrat na naših avtocestah nivo E oziroma F. Priporočilo stroke pa je, da že pri nivoju D je kapaciteta presežena in treba začeti razmišljati o tem, kako boš to kapaciteto povešal. No, mi smo zdaj sreč dočakali, da po tolikih letih so tam na Ministrstvu za okolje le dahli pozitivno soglasje za razširitev dveh vpadnic v Ljubljano v 6-pasovno avtocesto. Nažalost bo to brez odstavnih pasov. Tukaj moram reči, da stroki to ni všeč, ker odstavni pasovi niso samo za odstavljanje. Odstavni pasovi imajo več namenov. Prvič, zelo pomembno je za udobno vožnjo, to je že zelo strokoven termin, oddaljenost stranske ovire. Sprav, bližje je stranska ovira, bolj se šofer slabo počuti. No in odstavni pas to stransko oviro odmika. To se pravi, da to je že za udobnost in varnost vožnje boljš. Da ne govorim vzdrževanje. Mi imamo v Sloveniji recimo avtocesto Hruščo-Vrba, kjer je treba v velikih snežnih padavinah s kamioni odvažati sneg, ker pač ni odstavnih pasov, da bi jih za to lahko uporabili. In še marsikaj, da ne govorim v času, ko je treba preusmerjati z ene polovice na drugo polovico, je zelo koristno, da lahko ustvariš dva pasova. Mi smo že v preteklosti, moji karieri, gradili neke varčne profile, recimo Vipavska dolina je prekmurska avtocesta, ne? Pa moram reči, da zdaj, ko gledam nazaj, so bila vsa ta varčevanja vse prej kot koristna in smo zmeraj zaradi tega imeli take in drugačne škode. Tako da varčevati pri objektih, ki bojo naslednja desetletja v prostoru, pa prešparaš par procentov, da malo ožjega narediš, sigurno ni prava smer. Še eno zadevo je upozoril, upam, da nisem predolg. Vsaka urejena družba naredi po koncu nekih velikih projektov analizo izvajanja tega projekta, da dobi predvsem smernice za nove projekte, da se dela še bolje in tako naprej. Stroka je v Sloveniji po zaključku avtocestnega programa izdelala zelo kompleksno analizo izvajanja tega programa. Ta analiza je končala v predalih, ker naša politika ni čutila nikoli potrebe, da bi to analizo obravnavala. Predvsem je pa zmeraj bilo vsaka garnitura, ki je prišla, ja, mi bomo delali pa čist drugače prej. No, in rezultat tega je to, kar imamo zdaj. Zdaj na zaključku jaz imam par predlogov. Predvsem bi mogli na nivoju strategije to ideologijo trajnostne mobilnosti spremeniti v jasno strategijo urejanja prometa. To se pravi zelo hitro ukrepanje na najbolj kritičnih točkah, neke plane operativne, dolgoročne, sistemsko bi mogli na nivoju države urediti zadeve, ki predvsem združujejo upravljanje, vzdrževanje, planiranje in gradnjo na enem nivoju. Ker edino na ta način ima neka stroka vse podatke in lahko tudi ukrepa in tudi pripravlja strategije in plane, ne pa tako, kot zdaj, ko je to vse razdeljeno. No in organizacijsko zelo dobro, pa ne samo pa nas, tudi v tujini se je pokazalo, da imamo projektno-matrične projekte z močnimi vodji projektov, z zelo velikimi kompetencami, ki lahko pač odločajo in to v celotnem investicijskem procesu, ne samo za gradnjo, tudi planiranje, tudi usklajevanje v prostoru, tudi razpis in tako naprej. Vse to mora biti v enih rokah, ki vodi, ki je odgovoren, ki tečnari, ki pritiska na zadeve in tako naprej. In pa še nekaj, govorim predvsem o zelo velikih projektih, o takih projektih se praviloma informira prvega človeka vlade, to se pravi predsednika vlade, to je lahko, ne vem, tedensko poročilo na enem listu,
dvojna korist je. Prvič, recimo, upam, da je predsednik vlade s tem seznanjen, pa da mu to kaj koristi. Drugič pa tisti, ki piše ta poročila, mora pa tudi vedeti, kaj dela, pa ga je malo lahko tudi sram, če vse ni tako, kot bi mogli biti. Tako da to je zelo koristna zadeva. No in vse to, kar sem naštel, je možno. Pogoj za to so pa kadri z bogatimi izkušnjami, kompetencami, velikim strokovnim pogumom in tudi, da jih poiščemo ne samo znotraj politike, ampak tudi izven političnega peskovnika. S tole sliko lahko dokazujemo, da v Sloveniji vse to, kar sem govoril, znamo in smo zmožni. Hvala lepa. Metod, hvala.